Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ni pravično, pravi stranka Levica na družbenem omrežju, da nekdo z minimalno plačo plačuje enako za dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot njihovi poslanci. Se strinjamo. Enako nepravično je, da ta isti plačuje enako kot poslanci Levice tudi za štruco kruha. Svet namreč ni pravičen. Do sedaj je sicer veljalo, da za dopolnilno zavarovanje vsi plačujemo enako, ker za ta znesek dobimo enakovredno storitev. Torej, praktično nič. Sedaj pa se lotimo 129. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, je naša šola varna ali nas država sili, da šolamo otroke na domu. Včasih je veljalo, da so otroci v šoli na varnem. Ali to še drži, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Normo Marijo Brščič in Darka Mršiča. Norma, Darko, toplo pozdravljena v Faktorju. Dober večer. Dober večer. Norma, najprej opravičilo tebi, bilo bi prav, da midva začneva, ampak danes moram izkoristiti, da je Darko v oddaji. Darko, je bil penal za Olimpijo v zadnji minuti podaljška finala pokala ali ni bil? Ja, sodnik ga je dosodil, tako da očitno je bil. Če pa je to 11-metrovka, jih mora biti pa na vsaki tekmi v bodoče vsaj še 5 ali 6, oziroma pri vsakem drugem kotu. Po mojem mnenju se dogajajo taka vlečenja in dueli. Ja. Zakaj ti misliš, recimo, da mi ne znamo speljati nekaj tak normalnega, bi rekel človek, kot je finale pokala v Sloveniji, da ne bi bilo potem raznih repov, od organizacije do divjanja navijačev, do prerekanja glede sojenja, rezultata in tako naprej? Pa jaz mislim, da mi nismo na nekem tem nivoju. Zdaj, kar se sojenja tiče, saj imamo primer tudi Real Manchester, tistega avta, s katere akcije padlo gol. Tako da sojenje je relativno, to je pač faktor človeški in je tukaj težko vplivati na teh, tukaj so vprašanje sekunde, milimetri, centimetri. Zdaj, same organizacije pa Slovenija še vedno ni nogometna država in težko pričakovati, da bomo pripravili nek nivo, spektakel. Konec koncev je tudi to, kar je pripravljeno, je pač odraz tega, kakšen je odziv ljudi na nogomet. Mislim, Olimpija je teden dni potem, ko je zagotovila si prvenstvo, je doma igrala s Koprom na Stožicah, kjer je bilo 300-400 ljudi in to prvak si v mestu, ki ima 400 000 prebivalcev, to vse pove, na kakšnem nivoju je nogomet v Sloveniji. Imaš prav, se mi zdi, ja. Norma, zdaj pa gremo na našo današnjo temo. Norma, me zanima, če si ti kdaj, ko si še hodila v šolo, bila pač žrtev vrstniškega nasilja, kakšnega, če si bila in pač kako si se potem odzvala oziroma kaj se je dogajalo naprej? Ja, jaz sem bila tudi v osnovni šoli žrtev medvrstniškega nasilja. Mi doma nismo bili zelo premožni, ampak vedno smo pa bili čisto oblečeni, pa tudi umiti. Ampak kljub temu so me sošolci zafrkavali, da smrdim in da nimamo pač, da sem umazana. To me je zelo prizadelo. En sošolc je celo začel fizično izživljati nad mano. Takrat je moja mama rekla, da mi dovoli, da se pač branim na vse načine, na kakršne se mi zdi potrebno, da se res zavarujem. In sem potem enkrat tega sošolca, ko je pač šel iz šole, ko me je spet nekaj zafrkaval, sem potem tekla za njim in sem ga fino brcnila, tako da je padel po tleh, pol je pa nehal. Pol se je pa to malo umirilo, ker pač nisem dovolila, oziroma reakcija moja je bila pač na nasilje taka, da tega nisem tolerirala. Je pa bilo tudi potem še v višjih razredih, enkrat se mi zdi, da sva se z eno punco zlasali. Ampak tisto pa ni šlo tako za medvrstniško nasilje, ampak bolj za en tak spor, ki sva ga potem tako po žensko rešili. Ja, razumem. A so v tem, kar se ti je dogajalo, razen mame, so tudi v šoli kaj vedeli, kdo strani šole, kdaj, kadarkoli reagiral na kakršenkoli način na to?
Ja, mislim, da je želela takrat nekaj se pogovoriti, ampak ta fant ni bil Slovenc, je bil od dol. In potem, kukar češ, kaj pa mi moramo kot šola, a ne, naj bo ona zdaj Norma, naj bo bolj prijazna, pa naj proba tako neki na miroljuben način rešiti, a ne, in tolerirati to agresijo, ampak mislim, jaz tudi to mislim, mislim, da obramba ni nasilje. Se pravi, če se ti braniš, to ni nasilje, je obramba in tudi v kazenskih procesih, če ti iz samo obrambe nekoga poškoduješ, to ni isto, kakor če ga kar na suho, a ne. Tako da meni je to takrat pomagalo, jaz sem bila nadpovprečno visoka punca, pa to sem še pozabila. Veliko so se tudi vame spotikali, ker sem bila zelo bistra. Jaz, ko sem šla v šolo, sem znala že brati in računati in meni je bilo v prvih 3 letih osnovne šole tako dolg čas, da sem večino časa brala knjige. Knjižničarka mi ni verjela, da berem te knjige, mislila, da nam iz brata hodim v knjižnico po knjige, ker se njemu ne da, ker sem imela tudi 2 leti starejšega brata. Tako da potem so pa ugotovili, da pač res to jaz berem, ker sem mi povedala obnovo od ene take 200 strani dolge knjige o Piki Nogavički. Pol je pa začela, pa res videla, ne, da je bila šola zame takrat prelahka in bi tudi, če bi mami tudi rekla takrat, da si je zelo prizadevala, da bi kaj mi dali kakšne bolj zanimive naloge, ampak ni šlo in potem so pa sošolci videli, ne, da jaz to zelo hitro vse rešim, so pa malo zaradi nevoščljivosti, najbrž tudi se iz tega začeli norčevati, pa nekaj časa je bila govorica, da so mi operirali možgane, da sem zato toliko pametna, pa tako, no, veliko enih takih spletk in laži in pretvarjanj je bilo. Tako da sem si z medvrstniškim nasiljem kar na ti. Ja, na različne načine si izstopala, ne, če te prav razumem. Si rekla, si bila nadpovprečno visoka, pa po bistrosti in tako naprej. Ja. Okay. Darko, kaj pa ti? Kakšne spomine imaš pa ti na šolo? Je bilo veliko tega medvrstniškega nasilja pri vas in kako ste to takrat reševali? Zdaj, če govorimo o osnovni šoli, takrat je bila moja domača Borovnica en tak zelo prijeten kraj, kjer smo se vsi poznali, kjer smo imeli tudi ta nek medgeneracijski odnos, kjer so tisti starejši nekako tudi nas mlajše imeli za svoje, recimo, če si bil če si z isto dejavnost. Cele vasi, recimo, ne? Tako in mislim, sej smo imeli te pobalinske neke spopade med vasmi pa po gozdovih, ampak to ni bil del šole, to je bilo čisto tisto fantovsko. Ni bilo pa tistega, da bi bil nekdo ogrožen z nekimi hujšimi poškodbami. Vsaj, da se jaz ne spomnim, da bi se mi to tako vtisnilo v spomin, kar bi se mi, če bi bilo. Enostavno ni bilo tistega nekega splošnega vtisa, da je nevarnost iti v šolo, da se moraš bati starejšega. So bili seveda posamezniki, ki so bili pa normalno izolirani, ker se to ni dogajalo potem, da bi to postala neka skupinska ali pa neka gang varianta in enostavno te ljudje niso dolgo mogli funkcionirati v tem okolju, družbi, a je v šoli ali izven šole, na koncu v Borovnici, na igrišču, kjerkoli. Tako da v osnovni šoli ni bilo, medtem ko potem, kasneje v srednji šoli, so bile pa že te neke subkulture, ki so se med sabo spopadale, poleg posameznikov, tistih majhnih tatov, ki so napadali prestrašene srednješolce. Potem vem, da je klubska scena bila zelo nevarna, recimo. Jaz se spomnim, kadarkoli si šel, je nekdo nekomu flašo na glavi razbil. Če se kakšen od gledalcev spomne, od Saba, Tramontane pa tako naprej. Jaz se to spomnim, zato mi je bila ta scena zelo odbojna, ker ne vem, zgubiti oko pri 16-17 nekje v enem kletnem prostoru ljubljanskem mi ni bilo. Zdaj, če pa prav razumem, ampak policije pa pri nobenemu nikoli na šolo niso klicali, da bi vi dovedli. No, razen takrat, ko so nam prišli predstaviti svoje delo skupaj s gasilci. Ne, tako zaradi nekega dogodka na šoli pa ne. Okay. A imate vidva občutek zdaj, recimo danes, da je več tega medvrstniškega nasilja, kot je bilo takrat, ko smo bili mi trije mladi, ali ne? Ja, jaz bi rekla, da se to medvrstniško nasilje zelo stopnjuje. Bi rekla, da poseben skok v količini tega povečanja je pa tudi prispevalo družbeno ozračje v zadnjih 3 letih, ker je pa v bistvu bila dobesedno ta presija
en proti drugim, ti me lahko okužiš, ti si nevaren in je to, se mi zdi, še bolj potenciralo nastrojenost in ta stres med šolarji. Tako da, pa tudi, če pogledamo kakšne druge indikatorje, recimo kako prezaposlena je te psihiatrični oddelki, otroški, mladinski, pokajo po šivih, so že med korono. Takrat tam se je videla, ne, da se je mentalno stanje mladostnikov in otrok zelo poslabšalo v zadnjem času. Darko, kakšen imaš pa ti občutek? Jaz ne bi rad izpadel, da romantiziram mojo mladost, ker to radi ljudje pozabimo, grde stvari. To je tisto, kar ljudje pravijo, kako je bilo lepo v Jugoslaviji. Imel si 20 let pa punce, zdaj si pa 60, jaz razumem, da ti je bilo takrat lepše, ne glede na to, kakšno je bilo družbeno okolje pa vzdušje. In ne bi rad, da to izpade tako, ampak dejansko glede na to, kakšne strukture danes šole poznajo. Mi smo imeli za celo šolo eno psihologinjo. Danes pa mislim, da so, ne vem, po 3 psihologinje, pa ne vem kako še pedagoginje, pa dodatni neki strokovni poklici, ki se ukvarjajo s temi otroci in pol, če še preštejemo to, da kakor po mojem vedenju je, ne vem, jaz se ne spomnim, da bi imel v moji generaciji kdorkoli kakšno posebno potrdilo. Danes je pa spektr teh potrdil nepredstavljiv. S posebnimi potrebami. Tako, učnimi potrebami, takimi in drugačnimi. In glede na to, da imamo zdaj tako razdelano strukturo, da so že temelji centrov za socialno delo močnejši, naj bi bili, glede na to takrat jaz nisem slišal za center za socialno delo. Danes otrok verjetno ima že v telefonu številko od svetovalke. In glede na to, jaz mislim, da je nasilja preveč. Bi pa Norma je recimo nek argument najdla v tem zadnjem 3-letju oziroma obdobju korone. Jaz bi pa vseeno dal večji fokus na splet, na spletne aplikacije, kjer se otroci mrežijo in kjer je ta virtualna realnost odmaknila jih od tistega, kar sem prej rekel, da smo mi bili v Borovnici skupnost. Zdaj pa te otroci ne čutijo nobene skupnosti, nismo skupaj na igrišču, ali pa če smo na internetu, si pa vseeno lahko čez 2 uri dovolim, da ti karkoli rečem. In mislim, da je velik generator nasilja, celo potem nekih reakcij otrok, ki načeloma niso agresivni, je potem pač reakcija nasilje temu govoru sovražnemu ali pa napadom na internetu medvrstniškem. Zdaj, specifično, kakšno je vajino mnenje? Je več fizičnega nasilja, več psihičnega nasilja ali več obojega? Jaz bi se strinjala, Darko, s tem, kar si rekel. V naših časih, ko si šel iz šole, ne glede na to, kaj se v šoli dogaja, pa si prišel domov, si bil kakor toliko varen, ker si rekel, ok, zaprl si vrata, tam si zaklenil, si se noter, so ti starši tako rekli, da moraš biti zaklenjen, dokler ne pridejo iz službe. In si lahko oddahnil. In si pač vedel, da vsaj do naslednjega dneva zjutraj, ko boš mogel iti spet v šolo, kar je sicer lahko tudi veliko tesnobo povzročalo, ampak načeloma si bil tisti čas varen. Danes v prisotnosti teh pametnih telefonov pa nikjer nisi, ne. Če si je nekdo zjokal v šoli včasih, so ga potem recimo še 1 teden, 2 tedna zafrkavali. Če ga danes nekdo posname, to bo posmehovanja tam lahko še mesece in leta. In mislim, da je ta internet, ta spletna orodja, ki jih imamo danes na voljo, ki jih imajo otroci in mladostniki na voljo, zelo, v bistvu bolj grd način je tega medvrstniškega nasilja, bolj tak pod pasom, ne moreš se zaščititi, ne moreš ga preprečiti. Mislim, da je tudi trpljenje zaradi tega veliko hujše. Darko? Ja, vsekakor, mislim, realno neke stvari, ki jih face to face ne moreš reči, jih je zelo lažje, to velja tudi za odrasle, poglejte komentarje, jih nekako zelo brez nekih zadržkov izstrešeš na internetu svojemu vrstniku in dokler to ne doživiš sam, verjetno jaz težko rečem, jaz imam sicer zdaj, ampak jaz nekako verjetno, če bi v otroštvu imel take
komentarje, ki jih imam včasih na kakšen moj tweet ali pa kaj, bi mogoče imel neke travme, zdaj pač to vzemam kot nekaj, kar je del tega, kar počnem in razumem internet in jaz mislim, da je prva stvar to, da moramo začeti to tudi otroke učiti, da začnejo razumeti, kaj je internet in kaj je komunikacija na internetu, informacijsko opismenjevati, da si ne bojo toliko jemali srcu, je pa to težko. Je pa to res težko, ampak tukaj je pol, jaz bi spet rekel, ne toliko šola, bolj starši morajo to. V redu, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam ujeti, gledalke, gledalci se vrnejo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali nas država sili, da šolamo otroke na domu. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Norma Bršič in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, ali nas država sili, da šolamo otroke na domu. Norma, Darko, zdaj vemo, v Srbiji so bili pač te tragični dogodki pred kratkim, v Sloveniji takšnih primerov na srečo še nismo imeli. Imeli smo pa primere, da tako rečemo, narekovaj s hladnim orožjem. Pač imeli smo primer učenca, ki je grozil sošolki z olfa nožem, kasneje je povedal, da je to videl v nadaljevanki, ki jo gleda. Imeli smo primer srednješolca, ki je škarjami napadel učiteljico med poukom. Pa me zdaj zanima, kako vidva vidita recimo ukrepanje države ali pa da tako rečem sistema ob teh primerih, pa ob zadnjih dogodkih v Srbiji. Imata občutek, da ima država, da ima šolski sistem stvari pod kontrolo, da se ustrezno odziva na te stvari ali ne? Jaz mislim, da je tako, kar berem, recimo te članke, kakšne ravnatelje ali pa kakšne druge strokovnjake sprašujejo o teh stvarih, da se sploh nihče ne upa lotiti ključnega jedra problema. Nihče ne naslavlja konkretnih resničnih vzrokov za take izpade, ker ti izpadi so posledica nečesa. Ni problem v tem, kako zdaj država na to reagira. Mislim, seveda se je treba potem tudi na to osredotočiti, ampak kot družba bi se mogli pa vprašati, kaj nas je pripeljalo do tega, da naši otroci to počnejo. Zakaj? Kaj se z otroci dogaja danes, da so toliko polni enega stresa, da se ne vejo več, kako bi drugače to izrazili kot z nasiljem in to z nasiljem s hladnim orožjem, zaenkrat v Sloveniji ali pa v tujini, pač tudi strelnim orožjem. Tako, nihče se ne vpraša, kaj se dogaja v teh otroških glavah, v teh otroških srcih. Kaj recimo ti misliš, kaj so pravi vzroki, kaj se dogaja? Ja, jaz se spomnim recimo, ko sem jaz hodila v srednjo šolo, vseh možnih točk je bilo 185, jaz sem jih imela 176, 170 jih je bilo pa dovolj, da pridem jaz na Želimeljsko gimnazijo. Se pravi, 15 točk, kakor bi rekel fore, se pravi 15 predmetov imaš lahko v zadnjih 3 letih zaključeno 4. Danes so te točke totalno ponorele. Če si odličen vsa 3 leta, recimo zadnje 3 letje, ki se šteje, to ni nujno, da boš prišel na tisto gimnazijo, na katero si želiš. Moraš imeti prav vse 5 ali pa samo kakšno 4, sem pa tja. In to je ta zelo hud pritisk na otroke, da morajo biti dobri na vseh področjih, da vsaka ocena je en tak test na življenje in smrt oziroma test njegove vrednosti, njegovih sposobnosti, in ta pritisk je za otroke prevelik in ga ne morajo ne znajo z njim handlati. Nihče jih v šoli ne uči, da ocene niso merilo njihovih sposobnosti, njihovih vrednosti. To je pač ocena tistega testa, odgovorov, ki jih je bil takrat sposoben dati od sebe. Vemo, da nekomu pisni testi ne ležijo, pa je ustno boljši, nekomu ustni testi predstavljajo problem. Jaz se spomnim, meni v gimnaziji zgodovina in pač ustno cvek večkrat. Zakaj? Ker pač sem imela blokado in kaj boš? Treba je potem najti alternativne načine, kako vseeno pomagati otrokom, da se s stresom na bolj zdrav način spopadajo. In tudi, mislim, da pa glavna, najbolj pomembna stvar, ki je pa res razlog za to, je pa v bistvu to, da starši
pa otroci nimajo več močnih odnosov med sabo. Tam ni navezanosti starši. Otroci se ne počutijo, da jih starši razumejo, da jih podpirajo, da jih spoštujejo. Ne počutijo se brezpogojno sprejeti, ne glede na njihove ocene, ne glede na njihove pač tiste številke v redovalnicah. In ko je otrok enkrat odrezan od tega vira, ki zadovolji njegove čustvene potrebe, potrebo po varnosti, sprejetosti, je pa stalno v negotovosti. Stalno v negotovosti in ta negotovost garažira pri tako konkretno črevesne razjede, želodčne razrede, stres, panika, tesnoba, panični napadi. Vse te stvari so posledica tega, ker otrok nima nobenega, kjer bi se lahko si oddahnil. In ta stres se potem pač izraža na vse te načine, o katerih danes govorimo, in to je zelo nezdravo. Ja. Darko, kaj ti meniš? Recimo država, sistem, ima ta stvari pod kontrolo, zaostajata, kakšno je tvoje mnenje? Glej, ne glede na to, da si naštel tukaj par primerov, jaz mislim, da nekih ekstremov ni, tudi ne bi rad primerjal Srbijo. Prvo, tole, kar se je zgodilo na tisti osnovni šoli, gre za mentalno bolnega otroka. In to je eden od milijon otrok v Srbiji. Drugo, neka kultura v Srbiji je ta kultura orožja, orožje, ko se rodi otrok, orožje za božič, orožje za slavo, orožje ob vsaki proslavi, mi tega nimamo. Pri nas neka sprejemljivost orožja ni na takem nivoju. Zdaj pa, kar se slovenskega sistema tiče, pa in mislim, da se pravim, že prej sem omenil, glede na to, koliko ta struktura že v šolah ima teh različnih profilov zaposlenih, ki naj bi skrbeli za to od otrokovega počutja, mentalnega zdravja in tako naprej, mogoče celo detektiranja nekih, če lahko to rečem, anomalij, upam, da nam kdo zameril pri določenih otrokih. Mislim, da vse en sistem se trudi vzpostaviti neko skrb za otroka, bi pa vse en jaz pred sistemom dal, tudi norma je šla v to smer, bi pa dal to osnovno družbeno celico, družino. Večja odgovornost bi mogla biti staršev. Jaz razumem, da je zdaj en drug čas, da večina ljudi ne dela od 6 do 2, kot se je delalo 20 let nazaj ali pa 30, da so pač primorani delati mogoče včasih tudi 2 službi, neke nadure, ampak vseeno, če se odločiš za otroka, jaz mislim, da se moraš vsaj za njegovo dobro nekako posvetiti njemu in bi pred sistemom vseeno in odgovornost in na koncu koncev krivdo za te napade s škarjami pa zolfanoži dal v prvi vrsti na starše in tudi za naprej. Mislim, da je ključna reakcija staršev bolj kot sistema. Sistem te lahko, ne vem, sem poslušal tudi tisto gospo gor iz tistega zavoda Planina, kjer so tisti mladostniki. Če ob prvem takem ekscesu starši ne reagirajo, ta sistem kaznovanja, ki ga imamo, pač danes bo, jutri bo povratnik in mislim, da ta neka družinska celica je osnova tega. Zdaj, kakšen imate video občutek? Se otroci pač še počutijo varni v šoli, smo lahko starši mirni, ko gredo otroci v šolo ali ne? Jaz kot mama ne bi bila mirna, če bi šel moj otrok v tako šolo, kot je danes, tudi brez teh incidentov, ki se dogajajo v zadnjem času. Enostavno zaradi tega, ker vidim, kaj naše otroke v šolah učijo. Ne vem, če sta videla, nedavno tega je prišel ven dokument Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, kjer skupaj ugotavljajo, da so tudi otroci spolna bitja in da potrebujejo spolne partnerje in da jih je treba že v vrtcu začeti izobraževati o oralnem seksu, samozadovoljevanju in romantičnih odnosih. In Slovenija na tem področju prednjači. Mi smo imeli že leta 2004 v učbenikih, ki so se uporabljali na pedagoški fakulteti, poglavja, kjer so govorili o seksualizaciji in vpeljevanju seksualne vzgoje v vrtce.
Videla sem tudi neko pripravo kurikula za otroke s posebnimi potrebami, kjer tudi 6-letni otroci bi jih učili, kako se samo zadovoljuje. V naši šoli veliko stvari učijo, ki so v nasprotju z mojimi vrednotami, zato jaz absolutno ne bi se počutila varno, če bi moj otrok hodil v šolo. Ob tem eklatantnem nereagiranju organov ob medvrstniškem nasilju je pa to samo še dodaten razlog, da premišljujemo o šolanju na domu, ko bo moj fant dovolj star, da gre v šolo. Ja. Darko, kaj pa ti praviš, so otroci varni v šoli ali niso? Otroci so varni v šoli. Slovenija je varna država nasploh. Jaz res ne bi teh posameznih primerov, pa tudi tistega lasanja srednješolk v Celju izrabljal za neko splošno paniko glede varnosti. Mislim pa, da je to tudi odvisno od vsakega posameznika. So otroci, ki so že sami po sebi nekako introvertirani, pa mogoče malo prestrašeni, ampak spet bi se vrnil k odgovornost staršev in ne vem, mislim, da vzpostavi tudi ta odnos, da te starš pošlje v šolo in da ti da tisto sporočilo, varen boš, če ne boš varen, sem jaz tukaj, da te zaščitim, oziroma da reagiram na karkoli bi se potencialno zgodilo. Mislim, da so to ta prava sporočila in mislim, da celo te neki predlogi o nekih varnostnikih pa senzorjih v šoli je po moje nesmiselen in jaz mislim, da vseeno moramo ohraniti to neko toplino šol, predvsem osnovnih šol, da je ta nek pridih še otroštva v njej, ampak tukaj pa tudi je odvisen od učiteljev, ker spet pravim, to je človeški faktor, nekdo ima čist drug pristop, nekdo je že s svojim načinom poučevanja bolj materinska, bolj starševski, bolj očetovski, spet drug ne. Načeloma je mogoče že ta selekcija pri študiju pedagogije vprašanje, zakaj greš na to, če potem nimaš do teh otrok nekega odnosa, kot bi ga imel mogoče do svojih ali pa vsaj približno tazga. Tako da bi tudi tukaj jaz predvsem vzpostavil to in bi se otroci varno počutili tako od poti do šole kot v sami šoli. Ja. Norma, kakšne so prednosti šolanja na domu, kot jih ti vidiš, recimo? Prej si rekla, da bi ti svojega otroka pač raje šolala na domu, kot ga poslala v šolo. Ja, prednosti so definitivno to, da lahko otroku, da mu ni treba zjutraj tako zgodaj vstati. Mislim, da je to že prvi šok za telo, ko se mora zjutraj tako zgodaj zbuditi, če se ni pač naspalo. Potem to, da lahko sam razporejaš urnik, kdaj boš nekaj delal, da vidiš, ker vsi to tudi učitelji priznavajo. Otroci niso vsi v istem momentu enako zreli, da lahko sprejmejo in se naučijo neko snov. Recimo, ne vem, branje, poštevanka, računanje, karkoli. Pride moment, ko je otrok, ki mu kar klikne in če čakaš, če si ti recimo v udobju doma in prvič otrok nima tega stresa, da mora pred drugimi nekaj nastopati, kdo bo prvi rešil 10 računov, zdaj imaš 45 minut, zdaj imaš 5 minut odmora, zdaj imaš neko drugo učiteljico, neko drugo temo. Ni vsega tega pritiska, hitenja, stresa. Si doma, lahko slediš otrokovim interesom, več časa namenjaš za stvari, ki otroku ležijo, ko so mu zanimive, lahko si izbiraš, kakšne pedagoške pristope boš uporabil. V šoli je pač najpogostejši ta pristop, učiteljica na tablo razlaga, otroci pišejo, ne. Pa vemo, da to ni, recimo za otroke, ki so kinestetični tip, ki jim je najbližje učenje skozi gibanje. Taki otroci pri sedenju zelo trpijo. Jaz vidim, moj fant je zelo živahen, skozi bi tekel naokrog, najbolj je vesel, ko gremo ven in potem lahko teče in tako. In si predstavljam način poučevanja, da ga tam za 45 minut posediš za mizo, da sedi na miru in da ne sme nič se premakniti, da bi mu bilo to zelo težko in potem tudi težave s koncentracijo, preobširen učni sistem, vse te stvari, ki jih tudi, a veš, Darko, tako kot si rekel, ne, mi nismo imeli tega. Pri nas ni bilo toliko nabasan, učni sistem ni bil tako nabasan z enim balastom, kot je danes. Tudi kasneje smo šli v šolo, bolj smo bili čustveno podprti, ko smo šli v šolo. Starši so, kljub temu, da so
mislim, da niso bili idealni, pa so še vsem bilo kakšno šeškanje ali pa kakšni drugi vzgojni prijemi, ki danes vemo, da ne grejo v dobrobit razvoja možganov otrok. Je bil tam en odnos, eno spoštovanje. In to lahko v odnosu, če imaš otroka doma, veliko bolj neguješ, da ti otrok zaupa, da se uči od tebe, pa tudi meni se zdi ena velika prednost šolanja na domu to, da se lahko izogneš, se pravi, medvrstniškemu nasilju, lahko se izogneš temu stresu, ki ga šola povzroča. V tujini, ki imajo recimo v Ameriki sploh tudi na koncu nobenih testov, tako kot je v Sloveniji, tudi se otroci svobodno učijo in je ta njihova veselje do učenja ga šola ne zatre. To se mi zdi mogoče ključna stvar, da v otroku lahko te iskrice, ki jih ima, podžigaš, kaj te veseli, ne vem, pa se en teden samo ukvarjaš z, ne vem, kemijo ali pa opazuješ mrez, kako se razvija ali pa karkoli. Nisi toliko obvezan s tem, zdaj bi mogel to urnik in imaš čas res graditi tudi odnos z otrokom. To se mi zdi najbolj ključna stvar. In ga tudi naučiti, kako, ne vem, konstruktivno reševati probleme, kako se čustveno regulirati. Vse te vsebine, ki jih v šoli nimajo, lahko ti vključiš kot učitelj, mama, mama učiteljica oziroma oče. To se mi zdijo neke najbolj ključne prednosti šolanja na domu. Ja, Darko, kaj pa ti po drugi strani bi rekel, pa da so prednosti pač tega klasičnega šolanja otrok v šoli? Ja, prednosti so že sama socializacija v družbo. Jaz si ne predstavljam otroka, ki ga doma poučuješ, ker se bojiš nekega nasilja, pa nekega stresa, pa nekega urnika, pa nekih zadanih okvirjev, ki jih pač šola nekako mora imeti, če hoče speljati program ali pa uro s 30 v razredu, je jasno, da morajo neka pravila biti, predvsem zaradi tega, ker kaj bo pa ta otrok, ki si ga odstranil od vseh teh pravil in si mu dal to neko mehurčkasto okolje, kjer se sam odloča, kjer mu vse lepo pripravimo, kaj bo pa, ko nastopi na trg dela, ko nastopi a bo mama učila tudi za fakulteto, za srednjo šolo. In mislim, da je prej človek pride v neko šolo. Mislim, jaz lahko rečem, interakcija s hišnikom, s kuharico, ne vem, biti reditelj, biti dežuren, to so neke stvari, ki so veliko bogatstvo, poleg tega, kar se ti učiš. Norma je rekla velike balasta, seveda ga je, se strinjam. Se to pravim, tudi, to je tudi odgovornost teh učiteljic, da prepoznajo, kaj je treba odstraniti, kaj je potrebno, kaj je mogoče nekemu otroku ne leži, pa ni toliko pomembno za neko končno znanje oziroma uporabno znanje. Tako da jaz mislim, da je šolski sistem še vedno kljub vsemu temu, kar se pogovarjamo negativnemu, v velikem presežku pozitiven in kot tak tudi vpliva družbo. Da ne govorimo o temu, da imamo zdajle tisoče ljudi, ki prihajajo s svojimi starši, ki so delavci iz drugih držav. Osnovnošolski sistem so prva vrata njihove integracije v družbo. Če jih sem ne bi vključili, bi bilo veliko vprašanje, kaj bi bilo in kakšni bi bili te ljudje oziroma te mladostniki, recimo čez 10 let. Ja, sigurno, ker se ne bi niti jezika naučili najbrž doma. V prvi vrsti jezika, ampak jaz pravim tudi ta interakcija z ljudmi, neka pripadnost nekemu razredu, konec koncev neki šolski ekipi. Mislim, to neki velik pomen. Ampak to pripadnost lahko nadomestiš tudi z športnim kakšnim udejstvovanjem. Seveda, sam ne vem, glede na to, ne vem, kako ta otrok pol, če ga imaš že v tem izobraževalnem procesu nekako izoliran ga od družbe, se zelo težko vključi sploh v kolektivne športe. Jaz imam veliko primerov takih, kjer so pač taki otroci težko funkcionirali, čeprav so imeli radi nek šport. Da so bili šolani izobraževali so jih starši doma in potem se niso znali združiti? Ne, pravim, že v temelju otroci, ki so bolj introvertirani, imajo probleme. Zdaj pa, če ga pa ti sploh odstraniš, po mojem, od neke družbe,
Vsi otroci, ki se šolajo na domu, niso izločeni iz družbe ali pa da bi jih sam doma držali. So lih tako na igriščih popoldne, na kolesih. Super, lepo. Jaz mogoče celo razumem neke tvoje argumente, ampak je pa res vprašanje, koliko mamic si lahko privošči, da šola otroka doma. Koliko mamic ima 10 ur ali pa 8 ur na dan prostega. Veš, to je tudi ena zmota. Ja, zmota je, nekdo dela 12 ur, da lahko preživi pa plača stanovanje. Veliko ljudi je takih danes v Sloveniji. Se strinjam. Finančni aspekt se mi zdi legitimen razlog, ampak bi pa to rekla, da recimo izkušnje staršev, ki šolajo na domu, 1., 2., 3. razred, pravijo, da za izobraževanje kot tako, za usvajanje tega učnega načrta, kot ga imajo v planu, jim ne vzame več kot 2 uri na dan. Ker to je tudi ena stvar, ker recimo v šoli je učenje zelo neučinkovito. Ker tebe noben, a veš, ne vem, če si se, recimo jaz se spomnim, ko sem študirala. Razumem, kaj hočeš reči o individualnem pristopu. Individualno. Meni je pač sedel se študirati v 4 popoldne. V šoli sem pa mogla biti 15 do 8 tam kukar in seveda učinkovitost ni taka. Če imaš pa ti 1 na 1, recimo, ali pa ne vem, kakor ima družina otrok, če vsi naenkrat imajo enega učitelja oziroma mentorja oziroma mamo, ki vodi ta njihov proces, individualno prepozna njihove potrebe in je učenje veliko bolj efektivno in zato se zanj porabi veliko manj časa. Mislim, vse to je nadgradnja, mislim potem, jaz pravim, kaj pa v nekem delovnem procesu, marsikdo si ne more zbirati, jaz sem tudi verjetno najmanj efektiven do 9. ure zjutraj, pa pač žal moram začeti ob 7. Pa se pa lahko vprašamo, za kakšen je rezultat šole, za koga, kakšnega človeka vzgoji šola. Jaz bi rekel tako, tazga, ki bo šel v fabriko delati za 8 ur. Zdaj pa, je to prihodnost naše družbe, ali to želimo? Tega je zelo malo danes. Šola je po moje tako, kot je, tudi zato, ker je prilagojena za industrijski način proizvodnje in mora izobraziti ljudi za industrijski način proizvodnje in mimo tega po moje ne moremo. Imate zanimivo debato, vseeno bi rad načel še eno vprašanje. Zdaj, Norma, pri nas se spreminja šolska zakonodaja, zdaj, odkar je svoboda, se marsikaj spreminja tudi šolska zakonodaja in pač nekako kaže, da šolska oblast ni več tako naklonjena šolanju na domu, kot je bila mogoče v preteklosti, kjer ga je uvrščala kot enakovreden, da tako rečem, pač način šolanju v javnih ali pa v zasebnih šolah. Ne? Ja, spreminja se zakon o osnovni šoli. V 5. členu bi radi črtali tisti del, da se morajo starši odločiti med zasebno javno šolo in izobraževanjem na domu in bi radi spremenili v to, da bi se starši mogli odločiti samo med zasebno pa javno šolo. To se meni zdi direkt, mislim, da je to neustavno, ker naša ustava pravi, da je izobraževanje svobodno in taka kršitev in omejevanje pravic ob tem, da imamo v Sloveniji zelo rigorozen sistem tudi za izobraževanje na domu, ker se na koncu leta so izpiti in otrok jih mora opraviti, če želi nadaljevati z izobraževanjem na domu v naslednjem razredu. Tako da, mislim, Slovenija ni že v preteklosti bila noben raj za izobraževanje na domu, se pa stvari še poslabšujejo, ja. Darko, kaj bi ti recimo naredil, če bi ti imel škarje in platno v rokah? Bi pustil staršem, da sami izbirajo, kako seveda, pač se šola njihov otrok? Vsekakor, ne glede na to, da mislim, da osebno nisem zagovornik in mislim, da šolanje na domu, mislim, da vseeno imajo starši pravico se odločiti za tak koncept šolanja. Ja, zdaj pa počasi gremo v koncu oddaje, tole me še zanima vajino mnenje, ne? Rekla sta, veliko je balasta v šoli, pač tudi učni načrti niso ustrezni in tako naprej. Zdaj, kako to na nek način ustaviti? Imate kakšno idejo? Ker se mi zdi, da tega je vsako leto več in pač vsi številni ugotavljamo z različnih področji, z različnih vlog, da to ni v redu, ampak nič se ne spremeni. Ja, treba je pogledati, komu služi tak sistem, kot je trenutno. Ta sistem služi ljudem, se pravi vsem psihiatričnim in se pravi vsem, ki služijo na mentalnem zdravju, na predpisovanju otrokom tablet in raznih zdravil, služijo institucije, ki imajo potem programe posebne programe za otroke z učnimi težavami, služijo na koncu vsi, ker vemo, da nesrečni ljudje so veliko boljši potrošniki, tako da mislim, da sistemu kot takemu ni v interesu, praviš, da je ta finančni interes premočen, da bi se kaj spremenilo. Ni v interesu, da bi posameznik bil čustveno zrel, odgovoren, avtonomen, suveren.
ker s takim človekom ne moreš manipulirati. Vemo pa, da je ta naš sistem naklonjen v bistvu temu, da pač izrablja človeka. Jaz, kar se tiče samega vsebine izobraževanja, mislim, da bi samo poleg te teorije, oklestil bi teorijo, vključil več praktičnega, tehničnega in interaktivnega dela z otroki in to mislim, da je pravi pristop. Kar nekaj idej smo dali, nekaj kosti za glodati smo verjetno ponudili našim gledalkam in gledalcem. Za danes Norma Marija Brščič, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali je naša šola še varna, že 885. Faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, zakaj svet ni pravičen in kako pravična je Slovenija. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.